Državnega zbora pa članom vlade razdelilo pentlje slovensko zastavo. Kako to, da ste se odločili za ta korak in kaj z njim pravzaprav sporočate? No, pentlja je prav ena ideja, ki jo lahko nosimo kot znak cel mesec april, kadar se pojavljamo v javnosti in s tem izrazimo, da se zavedamo, da imamo nacionalni simbol, ki ga smemo uporabljati, ki je naš, ki ni od recimo trenutne vladajoče politike, pa bodi si katerakoli že je. Ampak da je naš, da če recimo določeno, vodstvo nekomu ni povšeči, tista zastava je naša zastava. To pomeni, da mi jo smemo uporabljati popolnoma zase. Ne moremo jo registrirati kot blagovno znamko, kar se ne spodobi, ampak je naša. Zato s tem simbolom upajmo, da bojo ne samo poslanci Državnega zbora, ampak vsi ostali, ki jih bomo našteli, izrazili svoj odnos do nacionalnega simbola. Govorimo o nacionalnih simbolih ali o nacionalnih simbolih, ampak če uporabljamo ednino, govorimo o zastavi, ki je najbolj viden državni simbol. In upajmo, da bo potem preko poslancev večinoma, ki so bolj mogoče izpostavljeni v tem trenutku, ker bodo volitve aprila, in ker so izvoljeni predstavniki ljudstva, da bojo temu ljudstvu oziroma državljanom dali en lep zgled, da zastave so od vseh in da je naša. In kljub temu zdaj dobivamo dosta vprašanj, pa poglejte, ta zastava je zdaj še vedno oziroma je že skoraj do nekdaj praktično skoraj identična z rusko, ki trenutno ni v najboljših čistih zaradi zločinov, ki se jih poslužuje v Ukrajini. Ampak poglejte, Rusi imajo svojo zastavo, mi imamo svojo zastavo, naša zastava ima korenine v letu 1848 in je naša. Naša državna zastava ima slovenski grb gor in se potem loči od slovaške, ruske in še katere. In je nesporno naša. Mogoče kdaj v prihodnosti, da pride do kakšnega projekta, ko bomo Slovenci zedinjeni in našli recimo bolj smiseln, bolj uporaben simbol za našo državo. Ampak v tem trenutku je to naša zastava, ki jo spoštujemo. In zato apel ne samo recimo poslancem Državnega zbora, pri te značke oziroma slovenske pentlje bojo prijeli tudi svetniki Državnega sveta, urad predsednika države in pa seveda vlada. In je tudi verjetno povsem zmotno povezovati slovensko zastavo s katerokoli drugo. Seveda, tako je. Saj smo se borili pod to zastavo leta 1991. Pod to zastavo smo tudi potem vse mejne prehode, ki smo jih nazaj osvojili leta 1991, izobesili kot znak oblasti nad svojim teritorijem. Naj bo torej 7. april vsak dan. Absolutno. Morda prav zdaj ob tem zaključujemo uradni del novinarske konference in pridemo tudi na konkretna vprašanja iz publike, tako da prosim. Janez Temeljin, Ljubljanske novice. Zanimivo je, da v bistvu se zastava zelo uporablja zadnje čase ali pa zadnja leta na športnih prireditvah, predvsem zimskih športih opažam. Manj na ostalih športih tudi, ampak zimski športi se mi pa zdi zelo pomembno. Predvsem zdaj prihaja Planica in boste tudi tam predstavili del tega vašega projekta. Da bi v Planici predstavili? Da. Ideja je zanimivo, in se strinjam, da mogoče pa presežemo to, da zastave ne uporabljamo zgolj na športnih dogodkih, prireditvah, ampak da si jo upamo in smemo uporabljati tudi izven tega. Tako da ideja je zanimiva. Hvala. Da, še kakšno vprašanje? No, mogoče imam pa jaz eno vprašanje, ki se mi je porodilo, in sicer vprašanje izobešanja zastav tujih držav. Kako je pravzaprav s tem in kako si lahko pravzaprav, s kakšno pravico lahko država izobesi zastavo tuje države? Lahko, v bistvu je izobešanje zastav tujih držav po zakonu prepovedano. To sicer ne ureja zakon o grbu, zastavi in himni, ampak zakon o javnem redu in miru. Zdaj, bom rekel, tudi v sodni praksi je tako izobešanje tudi seveda povezano s tem, se pravi, da je prepovedano, če s tem se, bom rekel, kali javni red in mir. Tako da je tukaj so zadeve, bom rekel, precej odprte, a ne. Načeloma pa seveda je pa potrebno in se morajo zastave tujih držav izobešati ob obiskih
visokih tujih državnikov. Tukaj, bom rekel, je cela hierarhija in struktura in te zadeve se pač morajo spoštovati. To pa je predpisano v zakonu, ne. Tako da, mogoče bi tako rekel, ne, če kdo razmišlja o tem, da bi izobesil zastavo tuje države, je najprej potrebno preštudirati zakonodajo, da se ne bi, bom rekel, spravil v kakšen slučajno prekrškovni postopek, ne. Moramo vedeti eno stvar, kar se tega tiče, ne. Zastava je načeloma izraz, bom rekel, suverenosti nad nekim ozemljem. Tako da ni to čisto nedolžen simbol, je zelo pomemben simbol in izobešanje samostojno, ne, zastave tuje države, naprimer na ulici, je dejansko pač lahko sporno, no. Mi smo tudi v predlogu novega zakona, glede na to, da so ta trenutek v pozitivni zakonodaji zadeve precej odprte, smo zadeve poenostavili in pa se pravi narediti tako, da bodo državljanom bolj razumljivi. Ker če smo nekoliko aktualni, ne, vendarle, tudi ukrajinsko zastavo lahko vidimo na poslopjih vlade, na poslopjih državnega zbora, prej je bila tudi izraelska zastava, skratka, je nek simbol solidarnosti, ne? Ja, ampak pri tem je tudi ne samo, če je ena, je treba tudi paziti vrstni red. Tako, Ja. absolutno. S tem imamo tudi v Sloveniji dostikrat težave, ker imamo hierarhijo, imamo range, najvišje je vedno slovenska zastava, oziroma zastava Slovenije, za njo je Evropska unija, potem pa vse ostalo. Zdaj, kdaj pride zastava tuje države pred zastavo Evropske unije v Sloveniji, seveda ob obisku določenih pomembnejših preditvah, ampak drugače pa vedno za njo. Enako mogoče je tudi nejasnost pri zastavah narodnih manjšin, govorimo o italijanski in madžarski v Sloveniji, ne. Ti dve manjšini naj bi imeli narodni zastavi manjšin, ne zastavi sosednjih držav, in zato prihaja do neprijetnosti, katera po vrstnem redu je zastava manjšine, ali gre to za zastavo države, oziroma če gremo konkretno, če je italijanska manjšina v Kopru, ali gre to po vrsti za državno zastavo Italije ali za zastavo manjšine, ne. To potem vidimo, na katero mesto pade. Če jo smatramo, kakor bi jo morali, za zastavo manjšine, pride za občinsko zastavo, ne. Če pa jo smatramo kot zastavo države, kar ji ne bi smeli, je pa seveda predobčinsko. Tako da te malenkosti smo tudi urejali v našem predlogu zakona o državnih simbolih. Ta zakon si lahko tudi ogledate v celoti, tudi z grafično prilogo na spletni strani društva, to je heraldika-slovenica.si. Na tej točki hvala obema za vsa vaša pojasnila in hvala vsem, ki ste se udeležili današnje novinarske konference. Prijeten dan.